Nogomet ni samo igra, je strast, so emocije, so zgodbe. Z Majkom jih bomo odkrivali. A si imel kdaj v karieri občutek, da bi si zaslužil več, kot si dobil? Tako bom rekel, kot igralec vedno razmišljaš samo o sebi. In verjetno tudi meni se je dogajalo, kadar nisem igral, pa sem imel v glavi, da sem boljši recimo od fanta na moji poziciji, je prva misel, da se mi dela krivica. Ker ti kot igralec ne vidiš širše slike, ne vidiš sebe, kakšen si bil na treningu, ampak imaš samo v glavi, jaz sem kvaliteten, jaz sem boljši in tako funkcioniraš. Ne? In zdaj, če bi rekel iz tega vidika, definitivno ja. Po drugi strani so me pa take stvari pripeljale do spoznanja, da sem za marsikaj bil skriv sam. In ne drugi ljudje, spravi, ne trener, ne pomočniki, ne direktori. In sem nekako skozi leta, skozi odraščanje začel razloge iskati pri sebi in sem na nek način odrastel, se razvil in na koncu spoznal, da v bistvu neke večje krivice v karieri se mi niso zgodile. Za vse, kar se mi je zgodilo, in dobro in slabo, sem bil odgovoren sam. In tako tudi, recimo zdaj kot trener, ko pa gledaš, zajameš vse fante, gledaš širšo sliko, se tudi trudim tako funkcionirati in na tak način pristopati k fantom. In razložiti, vedno jim dati razlog, zakaj se je kaj zgodilo in seveda upati, da bojo razumeli. Je pa dejstvo, da ko si mlad, stvari težje razumeš, ko pa potem skozi neko odraščanje, ko se učiš na lastnih napakah in potem za nazaj gledaš čisto drugače. Da si rekel lastne napake. Ja, in teh je ogromno bilo, definitivno. Ogromno in na igrišču, izven igrišča, tukaj mislim, da vsak igralec dela napake. Pomembno je, da iz teh napak dosti naučiš, da jih ne ponavljaš in da znaš, ko se naslednjič pripelješ v podobno situacijo, odreagirati na boljši način, če recimo tisti prvi način ni funkcioniral v tvojo smer. Ti, da bom jaz zdaj, da te predstavim, ne, v enem takmu lepmu uvodu. 8 let igralske kariere v Olimpiji, drugače eden najbolj zelenih, če ne najbolj zelen Savinjčan, a sem prav rekel, Ja, v Ljubljanski kotlini, ki je dal enih zgodb v Olimpiji za sabo, bil dober, eden najboljših strelcev na derbijih, če je bilo treba še kdaj malo v gol šel. Naredil eno tako zanimivo zgodbo oziroma še v Ameriki, bil zraven seveda še prej pri tistem zgodovinskem, pri tisti zgodovinski osvojitvi prvenstva po 21 letih, se vrnil nazaj, ker je srce hotel nazaj, da priješ v Ljubljano, pa poškodbe so te ustavile in pri 31 so se prej pogovarjala, si zaključil in zdaj si trener v mladinski. pri kadetih. Ja. Pri kadetih, v 17. pri kadetih. Sem lepo zaobjel. Ja, nekako. Mogoče še pred to zgodbo zelo pomembno obdobje v času odraščanja, se pravi od recimo 7. leta naprej, bil del zgodbe v Celju, v Cimer Šampionu, potem vmesno stopničko, zelo prijetno izkušnjo imel v Aluminiju, v Kidričevem. Nato me je pot zanesla v Interblok, spet lepa izkušnja, žal zelo obdana z težko poškodbo, ampak na koncu z neko trdo voljo sem uspel priti v Olimpijo in potem, tako ko si že ti omenil. Ja, zdaj, tukaj si mi dal kar eni par iztočenc, ker te, pa če se gre najprej na te poškodbe. Ta poškodba, ki si jo že prej, ko so se pogovarjala, omenil,
pa tudi tekom tvoje sezone te je zelo zaznamoval, da mogoče ti ni, da ti je dal neko omejitev, da ne bi mogel iz svoje kariere še več narediti, da vsakič, ko si se nekako vračal, te je neki presekal. Ne. Ta je bila recimo prva, ne, pa ta je bila zelo grozna, ker ta je grozila dejansko možnost, da ne bi sploh mogel več nogometa igrati. Ne. To si prej rekel. Ja, mislim, to je dejstvo. Ne. Meni je takrat na tisti tekmi, ko je prišlo do tega nesrečnega trka, potrgal dejansko vse vezi v kolenu, razen sprednje križne. Ne. Ponovadi, ko prihaja do teh poškodb danes, ponovadi se glih sprednja križna strga. Meni se je strgala zadnja križna plus stranske križne, stranske vezi. Meniskus je utrpel hrustanc, tako da sem rabo 2 operaciji. Tisti fantje, s katerimi sem se takrat družil, vedo, kako sem tudi izgledal takrat, ker je dejansko sem imel 8 mesecev upornico od tukaj do gležnja. In je bila malo šali tudi, da sem ko nek robokop. Ne, tako da zelo, zelo težko obdobje. Potem spet po 8 mesecih, ko sem se nekako začel vračati v trenažni proces, recimo tisti, ki so kdaj imeli operacijo, vedo, da je nekako po 3 mesecih, ko začneš migati, nekako mišica začne spet rasti, se počutiš vedno boljš. Pri meni je ta faza rehabilitacije potekala 2-krat počasneje. Se pravi, stvari, ki sem jih delal, se je poznalo 2-krat kasneje. In sem v bistvu prvič igral po tej poškodbi šele, mislim, da je bilo 1 leto 7 mesecev, da sem spet stopil na teren. Takrat za Interblok v drugi ligi. Mi je pa ta druga liga dala res veliko tisto sezono. Nekako sem se uspel vrniti v tekmovalni ritem. Bila je zelo fizična, zelo tekmovalna in nekako sem takrat potem z nekimi majhnimi koraki pod vodstvom Zdenka Verdenika kot glavnega trenerja uspel znova opozoriti nase, postal tudi član U21 reprezentance in potem se je to leto v bistvu zaključilo v neki pozitivni smeri. Takrat bi z Interblokom mogli namreč iti v prvo ligo, pa je žal klub razpadel oziroma se združil z Bravotom in sem potem nekako dobil poklic takratnega športnega direktorja Čimoviča, da se pridružim skupaj s Finkom in Valenčičem Olimpiji. In v bistvu smo se dogovorili v roku 15 minut in takrat se je nekako po tej težki poškodbi začela moja zgodba tukaj. Kako si bil pa obupan? Mislim, to je vsakič te križne vezi. Ne? Že vsakič se mi zdi, da to je nekaj najhujšega, ampak v tvojem primeru je bilo to še to hujš. Kako se sploh spopadaš s tem? A veš, da toliko časa ne boš mogel igrati? Jaz sem imel srečo, v nesreči je bila ta, da sem bil mlad fant. Jaz sem ravno dopolnil 18 let in moja glava takrat ni bila pripravljena oziroma ni bila, kako bi rekel, upita z neko negativo, ampak sem bil še zmeraj mlad fant, razposajen, pozitiven in dejansko se iz tistega obdobja ne spomnim niti enkrat, da bi za trenutek pomislil, ne bo mi uspel se vrniti nazaj. Znači, bil sem skoncentriran, fokusiran, ogromno delo za sebe. Takrat sem res tudi s pomočjo takratnega fizioterapeuta Klemna Pavliniča, ki se mi je res po svetu tudi izven igrišča, so nekako našla nek sistem že na Interbloku tega vračanja nazaj in tudi on mi je ogromno pomagal v tem procesu. Spravi, zdaj, da bi kak nasvet dal, jaz verjetno samo to, da moraš ostati pozitiven. Moraš ostati pozitiven, moraš stvari, ki te je najbolj strah jih delati, jih moraš narediti največkrat. Ne? Ker jaz vem, ko sem se vračal na igrišče, se nisem upal iti v duel in sem zavestno hodil čim več v duel. Tu, če ni imelo nobenega smisla, sem šel. Po me je bilo strah klizati.
sem si nastavil žogo, sem klizal prazno najprej, pa začel počasi skozi igralne oblike te stvari izvajati in ko enkrat, ko zgubiš strah, ko vidiš, da je koleno čvrsto, da kar delaš funkcionira, je v bistvu bilo potem dosti lažje se dejansko vrniti in začeti igrati. Zdaj pa pol, ko si ti prišel na Olimpijo, ti si bil v enem takmu zelo zanimivem obdobju. Vse si doživel. Moram, da si res vse doživel. Se pravi to 2011-2012 smo se prej pogovarjali do 2017. Ne? Ja. Se ta obdobje verjetno je imel, tako kot sem omenil, poln enih vrhov in poln enih tistih podnov, da je reč, podnov. Ja, vse so bili podni. Jaz sem, se pravi, sezona 11-12, ko sem prišel v Olimpijo, je bila Olimpija v neki pozitivni zgodbi, takrat igrala Evropo. Najprej smo izločili, mislim, da Široki breg, potem smo izločili Bohemians in potem je prišla ta tekma z Avstrijo. Sicer jaz teh prvih 2 tekem nisem igral, potem proti Avstriji sem igral obe tekmi, ampak čutila se je res taka pozitivna klima. Prvič sem doživel kot igralec, da je prišlo par tisoč ljudi in navijali za mene. Me dvignali, so bili Dragonsi v zadnji, je prišla raja. Znači, za enega fanta, ko prej recimo na Interbloku tega ni imel, meni je bilo, wow, kam sem jaz to prišel. Real Madrid za Slovenijo, ne? Res. In takrat oni štarti z Dušanom Kosičem na čelu je bil res tak pozitiven boost za mene in sem se res dobro počutil. Sicer pol, kasneje z nekimi menjavami trenerjev, z neuspehi, se spomnim recimo sezona, mislim, da 2 leti predno smo tudi osvojili, potem naslov smo bili, mislim, da celo 7. ali 8. Ne. In jaz osebno si štejem to kot neko dno, ki sem ga dosegel pri Olimpiji, smo neka najnižja točka. In je bilo takrat stanje v klubu res zelo slabo. Pa niti ne govorim zdaj finančno, ker plačano je bilo zmeraj na dan, ampak takrat smo se igralci ukvarjali z vsem, samo s tistim, za kar smo tukaj, ne, spravi, z igranjem nogometa. Od nekih banalnih stvari, ki so se dogajale okoli kluba, do recimo, da smo šli na priprave, pa smo si mogli sami kupiti medicinske pripomočke, spravi, od bandaž, tablet, smo mogli zbrati denar, da smo imeli te stvari. Potem, da smo recimo trenažni proces, spet zdaj, ko gledam nazaj, zelo vprašljiv v tisti sezoni. Smo imeli trenerja, ki je zmagal tekmo, pa ga ni bilo recimo do petka sploh na trening. Ne. In zdaj, kaj se je tu dogajalo v naših glavah takrat, mislim, da je bilo odraz vsega tista sezona, ki je bila res grozna in je bil po domače rečen podon od podna in smo jih takrat tudi parkrat pošteno slišali od Dragonsov, so nas parkrat pričakali, ampak jaz sem mnenja, da nosimo del odgovornosti, ampak ponavadi smo mi kot prva ekipa zmeri odraz stanja celotnega kluba. In to je takrat definitivno bilo zelo očitno. In spravi, tega dna smo se potem s prihodom Ačimovića naslednjo sezono se je spet začela čutiti neka pozitivna energija v smislu, da je končno prišel človek, ki ve, kaj dela, ki je nogometni, ki je začel sestavljati male kočke, spravi, začel voziti igralce, pa mislim, da je takrat tudi Šporar prišel v klub, mogoče že sezono prej, ampak tako iz glave govorim, pa še par fantov, Hentija se mislim, da je tudi pripeljal. In si videl, da človek obvlada, kar dela, ne? Ker Mile je le neverjetno sposoben človek in si začel spet verjeti, te je spet gnalo neko naprej. Sicer uno sezono nismo končali tako, kot bi želeli, mislim, da smo bili 4. brez Evrope. Se je pa potem zgodila, spravi, ta, po mojem mnenju, ključna prelomnica za to sezono 15-16 zmenjavo lastništva. Mislim, da je bivši lastnik bil že malo, kako bi rekel, da je že malo obupal nad celotnim. Iztrošen od vsega skupaj, obupal nad projektom in je bil idealen čas, da vstopi nov človek in
Milan Mandarić je takrat opravil res izjemno delo. Spet ponavljam, ne sme se zanemariti delo, ki ga opravi Ačimović, predno so oni prišli, ker je on zelo pomemben človek tudi v tej zgodbi, ki je prinesla naslov, ker je neke stvari v klubu vseeno pripeljal do neke ravni, ki je bila podlaga za kasnejši naslov. Spravi. Ampak hotel reči, z novim prihodom predsednika se je začela spet zgodba odvijati v neko pravo smer, sploh z vidika, da se je takrat pripeljalo par mladih slovenskih fantov. Takrat sta, mislim, da Krefl, Klinar prišla v klub kot neka nadobudna fanta iz Velenja, plus Kronavetra smo takrat dobili v klub, ki je nekako iskal spet zalet v svoji karieri in je imel takrat res neverjetno sezono. Mislim, da je dal na enko gol čez 15, če se ne motim. 17, mislim, da je. Ja, Mislim, da tisto sezono sta bila 3 so imeli 17, in da jih je imel Špoki 17, pa je šel po pol sezone. Krona, mislim, da jih je imel tudi 17, pa še, mislim, da je bil en igralec z Maribora, sam nisem zikar, če me to prav spominjam, mislim, da so bili. Nore cifre, ne? Nore cifre. In mislim, da naslov, ki smo ga dosegli, gre zelo na račun tudi Roka, ki je imel res izjemno sezono in je bil, ne glede na to, kakšen karakter je bil zelo timski in se je izdajal za ekipo in res vsa čas smo za tisto sezono. Kdaj ste pa takrat v tisti sezoni začutili, da vam pa lahko rata? Mi da se pogovarjava zdaj od enega dna, kjer si mi prej omenil, da ste se tresali, a boste izpadali 2 let prej. Iz prve lige v 2 sezonah pol prijeti do prvaka. Ne? Kje je zdaj, kdaj ste vi začutili, da vam to lahko rata? Jaz mislim, da je glavni preskok bil, ko so razbili tisto prvo tekmo. Jaz sicer nisem igral, ker sem ravno operiral križno vez, ampak mislim, da je bila prva tekma z Rudar Velenjem, tule, ko so jih 5-0. razbili. Kar naenkrat 5-0, raja, nori in se je s tisto eno tekmo, če bi tisto tekmo zgubili, bi se lahko odvilo vse v kontrasmer. Ampak ta ena tekma ti je prinesla nek zalet, elan za recimo celo pol sezone, nek push in se spomnim, predvsem ta prvi del prvega dela je bil res neverjeten. To se je gazilo vse pred seboj. In jaz mislim, da so takrat fantje smo začutili, da pa lahko nekaj naredimo, končno. Ker konstantno je bilo v zadju to pogrevanje, koliko let je Olimpija že brez naslova in to imaš v podzavesti. Doskrat prej smo bližje nekako, da bi lahko, pa je zmer malo zmanjkalo, ker so bili in kvalitetni, neke stvari so bile bolj poštimane v Mariboru, ampak takrat smo pa čutili, da lahko. In res smo se povezali in nekako kljub temu, da ni bilo vse idealno, ker smo se tudi tisto sezono so se menjali trenerji, se je menjal športni direktor, konec koncev smo nekako zvozili do konca in prišli do tiste odločilne tekme v Velenju. Ja, Velenje. Pomenil si tekmo z Velenjem, prišla bova do tekme z Velenjem, pa prišla bova še do ene tekme z Velenjem, kjer se začne čist na začetku tvoja zgodba z Olimpijo leta 2003 na večnem derbiju, ki je bil takrat odigran v Velenju zaradi kazni Olimpije. In ga je Olimpija takrat dobila 6-1. In si takrat ti ratu privrženec zeleno-belih. Zdaj mi boš pa povedal, kako je to bilo. Ja. Okay, da greva še malo nazaj, se pravi, svojo otroštvo sem kot igralec preživel v Celju, tako da je tudi moj oče in veliko časa preživel v Celju, ker sta se starša ločila. Se pravi, sem bil zelo vpet v neko dogajanje v klubu znotraj Celja, tudi dostikrat pobiral žoge na članskih tekmah. Zato sem bil konstantno prisoten še na bivšem stadionu Skalna klet, kjer sem, lahko rečem, redno spremljal vse tekme Celja. Zdaj, kdor je kadarkoli bil tam, ve, da je bilo vzdušje zmeraj dobro,
Celjski grofje so imeli en sektor za sebe, kjer se je navijal. Bilo je dokaj polno, ampak potem prideva do te tekme. Ne. Sploh še danes ne vem, zakaj sem jaz sploh bil na te tekme. Ne. To mi ni jasno, verjetno, ker je tudi mama nogometni navdušenec. Pa se je odločila, da me pele na to tekmo. In spomnim se, da je bila glavna tribuna čist polna. Dragonsi so bili za ograjo, za golom, ki gleda tja proti jezeru. Jaz sem pa sedel na bregu, kjer je ta velik semafor v Velenju. Ne. In se spravi, jaz ne bom nikoli pozabil občutka, ko sem gledal, kako Dragonsi navijajo celo tekmo. Znači, ali je bil gol od Maribora, ali karkoli se je zgodilo, oni so navijali, spodbujali, drli, petarde, bakle. Znači, to je bilo meni kot 12-letnemu fantu nekaj nepojemljivega in jaz sem se zaljubil v Dragonse in pol na koncu, ker je Olimpija zmagala, še v Olimpijo. In ja, tako se je začela moja zgodba. Nek prvi stik z Olimpijo, kjer sem začutil nekaj, da bi pa lahko bil to klub za mene. Seveda v smislu navijaštva, ne, kot igralec v tem takrat še nisem razmišljal. Ja, jaz sem nekje zasledil, da je tvoja mama v bistvu zelo bila en velik del tega, da se je to zgodilo, da je ona v bistvu navijačica Olimpije. Ja, ona je postala navijačica pol, ko sem jaz igral v Olimpiji. Da bi bila prej nek strastna navijač, niti ne. Moram reči, da iskreno povedati, da je recimo moj dedi, ki je mogoče najbolj zaslužen, da sem jaz tu, kjer sem danes, v otroštvu bil navijač Maribora, pa sem ga jaz spreobrnil. Zato si štejemo veliko čas, ne. Ker je pač odraščal blizu tam in pač regija, ki je tam, je ponovadi celotna regija za Maribor in sem ga spreobrnil in je zdaj strastna navijač Olimpije. Tudi on. Da se, definitivno. Jaz mislim, da v življenju nikoli ne smeš reči nikoli. To je dejstvo. In pol prijava midva 13 let naprej, zdaj bova se dotaknila, ker ta naslov je res nekaj posebenega. 21 let je mesto čakalo, ljudje so bili, po mojem, toliko enih emocij se je takrat sprostili tisti dan. Pa vidim, da imaš še zdaj emocije. To je še zdaj. To mi grejo še zdaj kocine po koncu. Tudi se spomnim tistih občutkov, se sem rekel, že prmatičo sem rekel, nisem bil tam. Spomnim se, ko sem čez televizijo gledal prenos in je bilo, kaj je tisti penal noter padel. Brez glasu sem ostal, sem rekel, mački so mi skakali po bajti in vse, mislim. Ampak kako si ti tisti dan doživljal? Kako je bilo tam? Ker ena stvar, ki sem jaz pozabil Darjana vprašati, je, kako ste tudi proslavljali. Ampak ne, najprej, kako si ti doživljal tisti dan, kakšna ta pričakovanja, kakšen pritisk, veš, to, ki je bilo vse, toliko ene energije se je čutil, tudi strani valjda navijačev, ki so hoteli to nekako, bilo je tisto, zdaj smo pa tam, končno, po vsemu tistih, po vseh teh momentih, ki so bili, sploh brez komentarja, ampak in pol si tam in imaš na dosegu tisti, da zdaj pa ta kanta bo pa končno v Ljubljani. Ne, jaz bi se mogoče, preden greva na ta dan, vrnil en teden prej, ko smo igrali v Celju. Tekmo. Okay. Se pravi, tekma, ki smo jo dobili, tekma, kjer sem tudi jaz v bistvu igral prvo tekmo v sezoni, ker se je žal Mitrović poškodoval na tekmo. Ampak kako je dan šlo vse v našo smer? Znači, mi smo zmagali, in Maribor je, mislim, da v zadnjih 5 minutah dobil 2 gola in izgubil tekmo doma z Rudarjem. In se je zgodba obrnila, jaz nikoli ne pozabil v Celju, ko smo mi šli po tekmi pozdraviti Dragonse in je navaden folk, ko je tam levo od Dragonsov, začel noreti. In mi gledamo, kaj se dogaja. In je takrat, mislim, da je ekonom preletel, Maribor je izgubil. Šiti, smo mi takrat ponorel, tam pred Dragonsi. Jaz sem v momentu rekel, to je to. To je to. Začel verjeti, nisem se verjel, smo že prej, ampak jaz sem rekel, to je to. Nekaj je bilo zapisano, mi bomo osvojili.
In tako da tudi, ko se vrnemo en teden kasneje, tekmo z Velenjem, jaz sem bil ful miren. Jaz sem bil miren, ker sem vedel, kaj me čaka v Velenju, da me čaka poln stadion naših navijačev, da bo to spodbujanje, da bo raja, da se bo navijal in da je na nas samo, da oddelamo stvar. A vedel sem, da smo to kvalitetni, da ga bomo dali. Zdaj, lahko je zdaj govoriti, ko vemo, kaj je bilo, ampak jaz sem verjel. To je bilo pred tekmo, ko nisem bil niti živčen, mogoče malo pozitivne treme, ampak ne to, zaradi kaj prinaša ta tekma, ampak pač, ker je tekma. To, kar vedno čutiš kot igralec. Ampak enostavno nisem čutil znotraj ekipe neke nervoze, mogoče še najbolj nervozen bil trener Rodolfo, ki ima nek čuden običaj, da mora iti na WC, smo se mogli vedno ustaviti z busom, pa je moral iti na WC pred tekmo. Ja, nek italijanski običaj. Tako da mislim, da je bil on najbolj nervozen, ampak ga čisto razumem. Mi smo bili pa dokaj mirni. No. Zdaj, da bi mi tam odigrali neki ful kvalitetno tekmo, ne. Po drugi strani je pa dejstvo, da je tudi Rudar se zaprl. Ni igral odprto tekmo, da bi se nadigravali, ampak nas je hotel po domač rečen da nam ne bi to ratali. Ampak smo verjeli, smo vztrajali, na koncu se je zgodila ta situacija in smo dobili penal, Krona ga je hladnokrvno zakucal in pa se je pa začel. Pa je pa bila norija. Kaj je bilo fol? Mislim, kaj se jaz tako najbolj spomnim takrat, je Mimuna, pa voziček, mislim, bolj potekli. Ja, to se vsi spomnim. To je epsko. Mislim, to je po mojem za okvir slika. On bi mogel dobiti tule ekip. Ampak direkt unmo avtočko noter in ekip tamle. Pred dohodom. Ne, to je bilo epsko. To, s kjermokoli si pogovarjaš, prvo reče, kaj pa ko se je vozil z unmo avtočko. Ja, ker se nam ga je odpeljalo, ne. Ker je toliko časa trajalo, tudi tujci so vedeli, kaj to prinaša. In tudi, če si tujc, pa če si konstantno del neke zgodbe, nekega pritiska javnosti, okolja, veš, kaj je to. In se nam ga je odpeljalo, po domač rečen. In jaz se spomnim, ko je bilo konc tekme, smo mi laufali en mimo drugega, ko kure brez glave. Znači, nismo niti vedeli, kako se veseliti, kaj delati, samo da smo divjali. Pol še folk začel preskakvati ograje, kar naenkrat sem se objevil tam z enim čist random folku, skako, šala Olimpija. Znači, totalen odklop, totalno ludilo sred Velenja in nepozabno. In potem, čez par ur, ko smo se vračali v Ljubljano, je bila čista tišina na busu, ker nismo mogli več nič, ker smo bili čustveno izpraznjeni. In smo se nafilali, prišli v Ljubljano, šli v center in prijemo v center in tam mene 500, drago sem zihar, če ne, Jurija, sred tu zraven name, se pravi, in mi iz busa ven, in ko smo začeli skakati gor po avtobusni postaji in oni z baklami zraven, znači, ko after party, no. After party, čeprav teh after party je bilo kasneje še več, ampak še ena nepozabno, spontano, neka kemija, ki se je ustvarila med nami pa Dragosi takrat. Ja, res je bilo noro. Ja, ne, takrat se je res čutil, mislim, tista energija se je sprostila in folku se je odpeljal, kar je končno. Mislim, ko toliko let čakaš, pa si včasih blizu, pa včasih ni svetlobna leta stran in pol se res vse poklopi, prebiješ let. Ja, tako ko smo se prej pogovarjali, zelo podobno rojstvo hčerki. Mogoče v neki drugi dimenziji, ampak čustveno si pa spraznjen. In jaz se spomnim, mi smo imeli pol še eno tekmo, ne, po Velenju. Mi smo bili fraj do petka, se mi zdi, do četrtka ali petka. In to je bila žurka vsak dan. Znači, mi, ko smo prišli v četrtek, ko smo se zbrali, kot da smo bili na spring breaku, ko si nas pogledal. En bolj prekroken kot drug. In pol, meni iskreno je bilo teže igrati tekmo s Krko, iz psihičnega, pa tudi fizičnega vidika, kot pa ta v Velenju. Ker tu v Velenju sem res bil fokusiran, sem vedel, pa kaj sem prišel tukaj, nisem imel kaj pričakovati. Ampak, ko smo stopili na ogrevanju, na igrišče in je bilo 5-6 tisoč ljudi in začeli navijati, ja, v trenutku pozabiš.
Minutko pozabiš, potem še pretekmo koreografija, poln stadion. In smo tudi to delali profesionalno in zaključili sezono v najlepšem stilu. Potem pa je na koncu bila še ta proslava na kongresu za neko piko, ne, res lepi trenutki. To so bili lepi. Ja. Jaz se spomnim te kulise in spomnim se Dragonsov, kako so dobro koreografijo naredili. Pa cel stadion, zeleno, belo. Takrat je bilo nekaj 10,000 ljudi. Se še dan danes uporablja ful, ker je bilo epsko. No? Ja. Epsko. Ja. Lej. Zato se igra fuzbal, za take trenutke. Za take emocije, ja, to je res. Potem, ko razmišljaš, ko smo se prej pogovarjali, kaj si razmišljal pred tem penalom od korone. Sam to, koliko dreka smo pojedli, da smo prišli do te ene odločitve, da je lahko vse, kar je bilo slabo, vržemo v stran. Ja, bolj lažje pozabiš slabe stvari. V stran jih daš, ni jih več, ne obstaja. Prej si konstantno pogreval, pa jih ni več. Ni več. Od tega spomina, reset, to je to. Gremo naprej. Tudi si ti za percepto opazil, da recimo te dobri trenutki, da ti potem olajšajo ali pa ti dajo neko zadovoljstvo, da potem ni nekih slabih spominov. Ja, tako kot sem rekel. Znači, od tega trenutka naprej se je vse, kakšni smo igralci, konstantno se dobivamo po kavicah, pogrevaš stvari, pa ti to ne paše, pa ti tis ne paše, pa on ima tako plačo. Tega trenutka se je vse dal na stran in si užival v tem, kar si delal in razmišljal samo, da si najjači. Hotel sem te to zaradi tega vprašati, da si prej rekel, da si doživljal tisto dno. Ne? Kaj te je gnal naprej, da si preguril? Se je rekel, da bom ustrajal kleše, ne vem, borbo. Mislim, po eni strani, če si na pogodbi, itak ne moreš kaj reči, ne grem se več, ne. Si prisiljen ustrajati. Ne. Po drugi strani pa vsej tej, kako bi rekel, agoniji, ki se je takrat dogajala, negativnosti znotraj kluba, okoli kluba, smo se s fanti uspeli povezati v neko prijetno celoto in nas je to nekako gnalo. Ne. Jaz se spomnim, pa me ni sram povedati, mi smo tisto sezono, ko smo jo končali 7, smo se krog pred koncem veselili, ko je Krka zgubila s Celjem in smo vedeli, da smo ostali v ligi. Znači, ko govorimo o dnu, to je to. Ne? In smo se veselili, iskreno veselili, da smo ostali v ligi in da ni več tega pritiska. Ne? Ker mi smo do unega trenutka, mi smo mogli zmagati tekme in nas je Krka iz kola v kola nam je bila bliže. Da smo mi 9, ne? Pa gremo v play-off. Ne? To bi bila živa sramota. Ja, to bi bilo. Ja. Znači, mi smo se iskreno veselili obstanka v ligi. 2 leti preden smo dvignili kanto. Ne, seras. Zakaj, razlogi, je spet od tega, smo imeli dovolj kvalitete igralske, je eno, drugo, neprimernega trenerja, po mojem mnenju, neprimerno okolje, v katerem smo delali, to vse prinese te stvari, ampak hočem samo povedati, da tudi ko smo bili na nekem dnu, smo se znali iskreno poveseliti teh malih stvari. Spravo sem prepričan, da Dragonsi pa niso tako razmišljali kot mi. Ker takrat pol je bil še celo bojkot, ne? Ja. En let. Ne? Ja. Ampak takrat si bil ti v tistih sezonah, vem, da ste bili tak en četvorček enih igralcev, ki v bistvu noben ni bil Ljubljančan, ampak ste tvorili eno tako jedro Olimpije. In to so Jović, ti, Omladić, Zarifović, vas imam tako v spominu, ki ste bili, se mi zdi, da taka res dobra klapa. Ja, spet. Tako da, veš, da ste lahko v teh trenutkih si, ne vem, verjetno tudi pomagali. Ja, mi, kar se tiče vzdušja v garderobi, nikoli ni prišlo do trenutka, da bi s prstom kazali drug na drugega, ampak smo sprejeli, da smo v tem momentu enostavno slabi, da smo za neki krivi sami, za vse definitivno ne, in skušali ostati pozitivni. In definitivno smo se zelo povezali, postali tudi zelo dobri prijatelji in še zmeraj sem z njimi 3 v zelo dobrih odnosih. Predvsem z Jovićem smo dejansko skoraj najboljša prijatelja.
In zdaj, če lahko samo še navežem na Bobija, ne? Zanimivo, da je Bobi bil moj soigralec že od mojega 7. leta. Znači, Jovo je bil del moje kariere od 7. do 15. leta, ko sva bila člana Simer šampiona v Celju, bila državna prvaka tudi v 15, potem sem jaz šel za leto v Aluminij, pa je prišel za mano v Aluminij, in potem sem šel v Interblok in je prišel za mano v Ljubljano, v šolo, ampak je šel v Olimpijo in potem sem šel jaz za njim v Olimpijo. Tako da je prepleten z mano in smo res, si štejemo čas, da sva tako dobra prijatelja in še dan danes, tudi on je ostal v nogometu in se redno slišva, tako da res. Izjemen človek. Te težke trenutke, ki jih daš skupaj, te politik še bolj povežejo, ne, ponavadi. Tako je vedno bilo. Se mislim, da je Darjan to isto rekel zanč pred tem, da se največje klape naredijo tam, ko ni denarja ali pa ko nekaj ne štima, se ponovadi ekipa najbolj poveže in tako je bilo tudi pri nas takrat. Ampak vseeno, tudi to je bila neka podlaga za stvari, ki so se kasneje zgodile. Ko smo že prej omenili, ko je prišel Mile, ko je prišel nov lastnik, se je samo dodajal na to podlago, ki je bila zgrajena 2 leti prej. Ne vem, zakaj imam danes toliko težav. Kar zgubljam se. Danes mi glava kar tako gre. Mogoče, ko jaz tako mireno govorim. Ne, ni to. Ampak kar tako malo se zgubim, pa te poslušam in malo se kar zgubim. Jaz mislim, da malo podoživljaš tudi ti stvari. Ja, mogoče to res. Zato, ker mi pa skozi ti filmi, se mi pa skozi rolajo, ta 2016. Pa tudi tista sezona, pa takrat, pa pol je bil še un derbi prej, Tle je bil. Jaz nisem šel na tisti derbi, vem, zato ker sem praznoval svoj birthday in nisem šel na derbi in vem, da je bil nekje, to je bilo 4-5 krogov pred koncem in je bilo malo pred koncem tekme, je bil nek neobstoječ penal, Maribor dubu in so zmagali 2-1 in takrat je bilo že tisto, ne pa ne spet stari. Ne. No, se o tem govorim. No. Spravi, ne vem, smo takoj po Mariboru šli v Celje, ampak v roku 2 krogov ja, se je spet nazaj obrnili. Smo šli, ja, in ko se je to zgodilo, kar sem ti prej rekel, jaz sem vedel, letos nam ne morejo vzeti naslova. In se je tudi zgodilo tako. Zdaj, ker se jaz le zgubljam, ali pa ker to podoživljam, ti bom zdaj dal prvo nalogo, da jo ti narediš in sestavil moj boš. Zdaj, kot tudi trener, ki si, imaš na voljo vse igralce Olimpije, Opta je zadnjič rekel, da jih je nekaj 900 ali skoraj Jurija že, s katerimi bi ti igral tekme Olimpije? Spravi, moja idealna enajsterica. Boš iz glave povedal? Ja, moram kjer napisati. Ne rabiš napisati, sam ponavadi od polge bere. Ne, vem, kaj imam že v glavi. Spravi, igral bi v sistemu 3-2-4-1, nek sistem, ki je tudi meni kot trenerju zelo blizu. Centralni branilec bi bil Marko Elzner, spravi, po meni eden največjih slovenskih igralcev vseh časov. Zgodbe, ki sem jih slišal o njem, povejo dovolj. On je definitivno prva izbira. Desni štoper Marcel Ratnik, fant, katerega del odraščanja iz mladinskega pogona v člane sem bil tudi jaz, sem mu probal stati, mislim, da sem mu stal ob strani, tudi dal kako uporabe na svet in bil priča, kako zrel in mentalno močen fant je in kako zna skompenzirati to, da ni najhitrejši igralec, ampak je izredno inteligenten in zna brati igro, spravi njegovo nogometni IQ je neverjetno. Videla si skupaj igrala, ne? Ne vem, če sva kako tekmo skupaj igrala, ampak je igral on, ko jaz nisem igral. Tako. Okay. In definitivno on, prva izbira desno. Levo bi dal mojega prejšnjega, vašega prejšnjega gosta, spravi mojega predhodnika, Aleksandra Knausa. Še ena legenda slovenska, mislim, da
se pravi, nek moj idol iz mladosti, ko sem odraščal, ker je bil ko kitajski zid v tisti Srečkovi 11-terici slovenske reprezentance in mislim, da tudi brez njega, ker imamo dva, rečemo, bolj fina igralca, bomo imeli enega, ko bo znal nagaziti. Tako da, Sandi. A te lahko samo stavim, mislim, da si pozabil golmana. Ja, ok, golman Jan Oblak. Jan Oblak. Drugi golman pa Vidošek, upam, da Vida ne bo jezen, ampak le, če gledamo kariero, mislim, da vseeno Jan. Definitivno prva izbira. Ok, gremo naprej. Spravi, zadnja vezna, en Srečko Katanec, definitivno legenda, tudi recimo človek, ki je za mene zelo pomemben v smislu, da je bil selektor, ki mi je dal priložnost igranja za slovensko reprezentanco. Pod njim sem odiral tudi 2 uradni tekmi in iz neke hvaležnosti, ampak po drugi strani tudi iz izjemne kariere si je to zaslužil in mislim, da je... On je, mislim, da zaenkrat edini slovenski osvojil Ligo prvakov. Možno, ja. Možno. Sampdorijo. Ja, mislim, da je on edini. Zdaj, če sem kaj narobe rekel, ampak mislim, da je on. Verjetno. Zraven njega sem kolebu ali bi dal Timija, ali bi dal Pavlina, pa sem se odločil za Mirana. Preprosto zato, ker ko se je vrnil, mislim, da skoraj pri 40 letih v Slovenijo, je takrat s Koprom sam zmagal ligo in jaz kaj takega še nisem videl. Noro. In enostavno mi mora igrati, se pravi Miran Pavlin. Ok, gremo naprej, se pravi špic vezna, ena izbira Brane Oblak, verjetno najboljši slovenski igralec vseh časov, logična izbira. Drugi špic vezni Miha Zajc, še en virtuoz, s katerim sem imel čast igrati, z njim izjemen fant, izjemen nogometaš, ki je že pri 17 letih, ko je debitiral za Olimpijo, dosegel 2 gola, na tej tekmi tudi jaz igral in ja, res izjemen igralec. Ok, desni wingback ali pa krilo karkoli, Boban Jović. Enostavno je sposobnost in tekalna sposobnost in to, da je dober v defenzivi in to, da je zmožen preigrati 1-1 vsakega z dobrim predložkom, plus da zna vnesti žogo v sredino. Mislim, da bi bil zelo primeren za to pozicijo. Levo Johnny Novak, še en legendarni igralec, spet tekalno izjemno sposoben, hiter, močen, prodoren. Mislim, da bi tudi njemu odgovarjala ta pozicija. Ok, za napadalca zelo, zelo težka izbira, ampak sem se nekako odločil na podlagi tehničnega znanja in sem dal prednost Sebastjanu Cimerotiču. Tako da upam, da mi Špoki ne bo zameril. Spravi Sebastjan Cimerotič v napadu. Da, to je moja idealna enesterica. Super, hvala. Koga pa ne bi nikoli dal. Ne, hotel sem zbrati slovensko ekipo. No. Se mi vseeno zdi, da kot Olimpija, kot že zgodovinsko nek redni udeleženec že prej Jugoslovanske lige, pa tudi kasneje kot nek glavni klub v državi more razvijati slovenske igralce. In si želim, zdaj ko delamo v mladinskih pogonih, da bomo nadaljevali v tej smeri, v tem trendu zadnjih let, ko smo nekako uspeli dvignati in Ratnika, Sešljarja, pa kasneje Rističa, Kojiča, da bomo nadaljevali ta trend in da bo odraz dobrega dela v šoli se kazal tudi z dobrimi igrami v članski ekipi in s prodajami naprej. Ja, se s tem, kar si zdaj povedal, pa kar so se že prej pogovarjali, no. Da koliko je pomembna ta mladinska šola in koliko je pomembno, da razvijaš igralce. Ne. Mene v bistvu ne preseneča, da si šel na popolno slovensko enesterico. Mislim, jaz sem zagovornik slovenske šole.
definitivno in slovenskih igralcev. Če je v klubu tujec, mora biti kvaliteten krat 2 napram Slovencu. To je moje mnenje. Sem bil kot igralec del sredin, oziroma lahko rečem tudi tukaj v Olimpiji, kjer se je vozilo neke čudne profile, ker so pač bili del nekih šol prej iz bivše Juge, pa se je videlo z aviona, ta fant nima ne kvalitete, niti ne sodi sem. Zakaj ne bi rajš strpeli naše fante, dali priložnost Slovencu, pa mogoče na tak način proizvedli več dobrih igralcev in ustvarjali konec koncev tudi konkurenco v A reprezentanci na tak način. Ne. Zato definitivno jaz razmišljam samo v tej smeri. Plus za vse klube je najcenejša varianta narediti svojega igralca iz mladinskega pogona. Ne. Spravi, povsem logična izbira. Pa še tak igralec bo veliko bolj motiviran oziroma bo imel željo, ne? Ja. Ker bo bolj čutil, ne? Tako. Se je čisto simpel matematika. Tako, že pri mladih je treba odcepiti kulturo kluba in potem samo nekako dodajati te manjše koščke, ker sam sem mnenja, da moraš tudi pri mlajših selekcijah ustvarjati konstantno, kako bi rekel, neko ekipo s konkurenco, ker če ti nimaš konkurence znotraj ekipi, ti tista 2-3, ki so potencial za prvo ekipo, hitro padejo vsi v povprečje. To moraš tudi ogrodje okrog njih zgraditi kvalitetno in tukaj je zelo pomembno delo in vodje mladinskega in nas trenerjev in konec konca tudi skavtske službe, ki skrbi za rekrutment mladih fantov. No, se mogoče namesto, da se zdaj še posvetiva nadaljevanju tvoje kariere v tujini, kako zdaj poteka pri tebi delo kot trener? Zdaj si ti že 4 let, 5? Četrto leto. Ja, tako bom rekel, veliko je pogojeno bilo za pridobivanje licence, ker saj je to nek proces, ki traja, ta izobraževanja in vse, tako da sem letos končno prilezel do A licence in lahko samostojno vodim kadetsko ekipo. Prej sem bil prvo leto pomočnik na kadetih, potem 2 leti na mladincih z vmesnim obdobjem tudi pri članih, ko sem Zelkoviču pomagal kot pomočnik. Tako da sem zdaj letos prvič v neki vlogi glavnega trenerja. Ja, zelo zanimiva služba, zelo dinamična, zelo naporna z vidika vsakdanjih challenge-ov. Kako mlade fante zmotivirati vsakodnevno, da bodo trening izkoristili do potankosti. To je največji izziv, s katerim se mislim, da ukvarjamo vsi trenerji mlajših selekcij v Sloveniji. Ker nekako se mi zdi, da okolje, ki se je proizvedlo v današnji družbi s vsemi temi socialnimi omrežji, fante zelo demotivirajo, ker imajo nekako navidezno bogatstvo vidijo v tem in izgubljajo motivacijo za stvari, ki so pomembne za njihov vsak dan. In se nekako trenerji vsakodnevno soočamo s problemom motivacije pri fantih. Tako da je zelo naporno delo. Ogromno si poleg trenerja tudi oče, tudi psiholog, predvsem psiholog, ker ti dejansko jaz moram vedeti za 1. in 22. fanta, kakšen je po karakterju, kako bo odreagiral, ker zdaj sem jih spoznal do potankosti. Ali temu lahko to rečem, temu ne, tega bom s tem dvignil, tega bom ubil. Spravi, veliko je teh aspektov, ki delujejo na našo delo in je zelo naporno, ampak jaz zaenkrat sem se v tem našel, uživam. In tako kot tudi fantom velikrat rečem, da moj glavni cilj je, da vsakemu od njih rata v nogometu, da se bojo s tem preživljali, da bojo od tega imeli nekaj, ko bojo čez 20 let končali kariero. In upam, da ko bojo gledali za nazaj, da bojo tudi oni potem rekli, trener, vi ste mi pa dali nekaj. In tako pristopam vsakodnevno. 22 različnih pristopov moraš potem imeti. Ja, bolj kot ne. Zaradi tega, ker vsak si je toliko različen, da... Ja, mislim različen. Ja, so različni karakteri. Problem je, ker ko si ti igralec, gledaš tako. Ko si trener,
zajameš celo sliko. In veš, da znotraj tima imaš 22 egoistov, ki jih moraš prepričati, da tudi, če ne igra, mora biti timski in vesel za unga, ko igra. Ampak si želeti v ponedeljek po tekmi na treningu dokazati trenerju, da ni prav, da on igra, ampak da bi mogel on. Kako to narediti v današnjem času je izziv na kubik, ne na kvadrat. Od katerega trenerja si pa ti največ potegnil, da zdaj recimo ali pa kakšen pristop ali pa znanje, da ga zdaj daješ mlajšim? Ja, mislim, si mogoče verjetno je težko samo enega izpostaviti. Ne? Težko enega. Jaz lahko rečem, da na Olimpiji sem imel ogromno dobrih trenerjev, zelo malo slabih. Da bi zdaj izpostavil, bi mogel verjetno dva in prvi definitivno Luka Jelzner, s katerim sem tudi razvil nek zelo pristen odnos, izjemen trener, zelo dober retorik, zelo jasen, z dobrimi treningi. Na drugi strani Marko Nikolić, srbska šola, umirjen, ampak pri njemu si vedel, kdaj ki ni v redu, samo s pogledom. Znači dva različna pristopa, ampak enkratna trenerja, enkratna človeka, ki ima eno skupno, da bi vse naredila za ekipo. Vse bi naredila za ekipo in ko igralci to čutijo, jih hitro dobiš na svojo stran in potem, ko imaš enkrat ekipo na svoji strani, lahko delaš čudo. Tako da ona dva. Zdaj, če bi šel pa recimo v Ameriki, sem imel pa zelo prijetno izkušnjo oziroma čast sodelovati z najuspešnejšim ameriškim trenerjem Bruce Areno, ki ima največ MLS naslovov, se mi zdi. On me je pa kupil, recimo prvi dan, ko je prevzel, ker je sred sezone prišel, je prevzel klub, me je kupil. Znači, prvi sestanek, nas je posedel in je rekel, guys, I promise you one thing. Obljubim vam samo eno stvar. I will make a lot of mistakes. In to je rekel in s tem me je kupil. Znači, on je iz sebe izhajal, je dal vedeti, da bo naredil veliko napak, ampak da bomo mogli funkcionirati kljub temu in da bo vse naredil za nas. In recimo on mi je bil tak, sicer v neki drugi dimenziji ni bil toliko taktično dober, ni bil toliko dodelan sistem igre, ampak je bil pa zelo človeški, zelo družinski. Tako. On nas je vse dojemal kot svoje sinove, ker je bil malo starejši možakar in je na tak način ustvaril zelo lepo zgodbo v New Englandu. Meni se zdi, da glih te zadeve, kjer če se vzpostavi ta pravi odnos, ne, med igralci in trenerjem, da pol se lahko gradi neka uspešna zgodba. Nismo več v teh časih, da boš prišel z neko tiranijo, pa boš začel... Ja, mislim. Ja, pa ne. Zdaj, jaz sem prepričan, da če bi vprašal v Celju igralce, je bil Albert Riera družinski, bi definitivno rekel, da ne. Da je hotel, da je vse po njegovo, da je imel zahteve. Ne? Tako da, ja pa ne. Je pa drugo, da je glavno, kar je, ko igralci vidijo, da stvari, ki jih treniraš, začnejo funkcionirati v igri in to deluje. Takrat ti kupiš igralce. Ti ne kupiš igralca, ko ga objameš, pa ko mu rečeš, drug teden boš igral. Ne, to igralca ne kupi. Ker igralci smo največje P. Ne? In smo prvi, ko bo rekel, hvala coach, pa ti ga bo prvi domač rečen. Sorry, ko se tako izražam. Ampak tako, to je dejstvo. Spravi, ti igralce lahko kupiš samo s svojim znanjem. In ko igralci vidijo, ta trener pa res ve, kaj dela, lahko delaš, kar hočeš. In ti bojo sledili. Ko bojo pa enkrat začutili, da dvomiš v sebe, da ni to, je pa počasi trenutek, ko začne zgodba padati in razpadati. In še nisem bil del zgodbe, kjer bi se znal recimo to odbiti, pa iti spet gor. Zdaj, to, kar so se že prej pogovarjala, ne? Zakaj Amerika? Zakaj si šel potem svojo kariero v tujino? Pač prišel je čas, ok, možnost, da greš, ne? Ampak zakaj je bila Amerika ta izbira? Ja, več faktorjev.
prvi faktor, tako čisti iskreno bom povedal, prvi faktor je to, da sem na Olimpiji, se pravi na pol sezone smo bili, mislim, da takrat jesenski prvaki, 2 točki pred ne vem komu, in se je začel na zimo furati neke čudne igralce iz Črne Gore, iz Romunije, in vsak, ko je prišel v klub, je imel 2-krat, 3-krat večjo plačo od mene. Jaz pa kapetan ekipe, ampak nikoli prej me ni to motilo, v tistem trenutku me je začelo to motiti in sem si rekel pri sebi, da je čas, da grem. Drugo, sem imel že od recimo konc decembra, sem se v Ljubljani dobil s predstavniki New Englanda, čisto informativno, hoteli so se vse z mano, da vidijo, a mene sploh zanima izhod iz Slovenije, in so mi predstavili klub, predstavili MLS ligo, predstavili mesto, tako da smo se v bistvu samo spoznali, ni bilo nič govora o kakšnikoli pogodbi, a bi jaz šel ali ne, samo prišli so se pomeniti, ker so, mislim, da bili v Turčiji, pa so se ostali še v Sloveniji, in so me na nek način tudi s tem pogovorom kupili. In sem takrat dobil željo, da bi pa šel. Tretji razlog je bil ta, da definitivno s svojimi poškodbami, jaz sem imel pred odhodom v Ameriko 6 operacij kolena, mi je bilo jasno, da bom v Evropi težko naredil zdravniški pregled, če kje ga lahko naredil v Ameriki, ki je neka meka zdravstva in so verjetno vsakodnevno ali pa vsakoletno soočeni z težkimi poškodbami športnikov, in smo rekli, če lahko kje naredim zdravniški pregled, je to v Ameriki. In je res, ko sem prišel v Ameriko, ko sem prišel na zdravniški pregled, jaz bolj bizarne scene še nisem videl v življenju. Znači, tip zdravnik pride, reče, naredi 2 poskoka na levi nogi, levo, desno, 2 poskoka na desni nogi, udari, reče, very good. In gre ven. Majke mi, a jaz celo pot, ko letimo, se sekiram, ko smo leteli, ne, sem se sekiral, a bo šlo česa, ne. Vedel sem, da je konc koncev v igri tudi lep denar, ne. Se tudi zaradi tega konc koncev igramo, ne. Ne bi šel v Ameriko, če bi imel par jurjev več plače. Tako da to je bil potem par stvari, ki so se nabrale in ki so botrovale k temu, da sem nekako začutil, da je mogoč moment, da se preizkusim drugje, in sem se zato tudi takrat odločil, da grem, in mi ni žal. Je pa res, jaz ko sem podpisal pogodbo v MLS-u, jaz sem imel pogodbo 2 leti fiksno, potem pa opcijo +1. In znači prvo leto sem bil dosti sproščen in sem igral ful dobro. Jaz sem prvo leto bil celo izbran za MVP-ja svoje ekipe, ne, strani navijačev. In zdaj, da se to zgodi, ne vem, v kakem evropskem klubu, nekako vsak igralec bi iz teh opcij dobil fiksno pogodbo 3 leta. Jaz nisem dobil nič. Jaz sem enostavno prišel nazaj, drugo leto, normalna pogodba. Se pravi, me je čakalo celo leto dokazovanja, da se mi je odprla +1. Mi je uspelo nekako sestaviti sezono, spet celo leto dokazovanja, da se mi je odprlo še zadnjo leto. In potem je žal zadnjo leto se zgodila korona in sem tudi malo in fizično in psihično nisem mogel več zdržati, ker kar se je dogajalo po Ameriki, že tako ali tako si brez nekih bližnjih prijateljev, brez družine, potem si pa kar naenkrat prisiljen biti skozi doma za 4 stenami in se mi je mešalo. In smo v bistvu takrat v Ameriki štartali s pripravami, odigrali prvo krogo, je bila prekinitev. Smo začeli trenirati, smo že skoraj igrali prekinitev in smo tretjič začeli priprave, znači tretjič vsako, ko je igral nogomet, ve, kaj pomeni to, ko daš priprave. Jaz sem jih dal v 5 mesecih 3 priprave čez in na koncu so nas odpeljali še sred poletja na Florido, ko je itak že skozi 40 stopinj pa 90% vlaga, oni so nas sred poletja peljali tja. In smo igrali tekme ob 10 zvečer pa ob 9 zjutraj. Smo imeli nek turnir tam v Bablu. A se pravi kaj, cela liga je bila na enem mestu? Cela liga je šla v en hotel, kjer je bilo to in so ustvarili bubble, kjer je bilo kao korona free okolje.
In smo igrali tekme vseh, ne vem, 30 ekip, ali koliko jih je bilo tega v MLS-u tam. In to so bile tekme ali ob 9 zjutraj, ali pa ob 10:30 zvečer. In meni se je takrat zmešal. Jaz nisem več mogel, jaz sem bil odpor do Amerike in sem si želel čim prej nazaj. In takrat se je nekako bolj začelo postopoma in moje predstave so bile, moram reči, zadnjo leto zelo slabe. Tudi nekako moj, ko bi rekel... Kaj motivacija ti je padla? Ni brez motivacije. Kljub temu smo imeli ful dobro sezono, to zadnjo, celo najboljše, kar sem bil tam, ampak jaz osebno sem imel pa daleč najslabše. In se je začel nekako v meni nabirati želja, da se vrnem domov, ker rabo sem to okolje, rabo sem Slovenijo, rabo sem domače okolje, rabo sem drugačno razmišljanje, drugo kulturo. In sem takrat, kljub temu, da žena ni bila glih pristaš tega, ker ona se je pa zelo dobro ujela v Ameriki, smo se potem vrnili nazaj. Je pa zanimiva zgodba, ko smo se vračali nazaj in pristali v Zagrebu, sem takoj v pristanku dobil sporočilo vodje Dragonsov, ali je res, da greš v Maribor. Če nam to narediš, si nam zaril nož v hrbet. Jaz zdaj ženi pokažem, če pod keto, pa ker vsako me pozna, ve, da jaz v lifeu ne bi tega naredil. Jaz bi raje končal pri 25 letih kariero, kot da bi to naredil. V majki mi. In pokažem ženi od keto in pa sem lepo odpisal, da če je normalen, če ve, kdo sem jaz. Ja, pa veš, kaj se nam je dogajalo zadnja leta, da so nam igralci hodili tja, nasikole. Me ne zanima, jaz tega nikoli ne bi naredil in tega tudi ne bom naredil. Pa še nisem imel takrat v Olimpiji. Znači, jaz sem bil takrat pripravljen tudi končati kariero. V tistem trenutku. Če ne bi dobil kluba, če ne bi se zmenil v Sloveniji, bi tako hero sem za Olimpijo. Če ne bi dobil, bi končal kariero. Ampak se je pol nekako tudi Olimpija, mislim, da je šel glih stran Samardžič takrat z Olimpije in so rabili štoperja in sem nekako prišel nazaj in smo oddelali pol tisto leto pa pol do konca. Greš, kamor te srce vodi, ne? Ja, mi je pa zelo žal recimo te zadnje sezone, da nismo dvignili kante. Ker smo vse imeli tako prednost še par krogov do konca, potem pa padli v črno serijo. Ne vem, v zadnjih 6 tekem smo jih, mislim, da 6 izgubili ali mislim, da 6 izgubili in izgubili naslov takrat. Mislim, da je bila celo Mura prvakona sezono. Tako da tiste sezone mi je pa režal. Tlej je bilo kar nekaj teh sezon, mislim, da že eno prej, ki je Celje rado prvič prvak, takrat je bilo tudi... Ja, takrat si imel isto zadnjo tekmo, ne, v Celju, pa je bilo 2-2, ne. 2-2 je bilo, Tim je dal 2 gola. Tim je dal 2 gola, ampak... Ne, mislim, zdaj, a smo mi krivi ali kdo drug, jaz mislim tudi za to sezono, to zadnjo govorim, ko bi lahko osvojili. Je bil problem, ko sem se poškodoval jaz, ko se je poškodoval Fink, enostavno ni bilo igralcev, ki bi igrali na Mesnaju. Ni bilo kadra. In se je začel lepo, kocka po kocko, ko neka, ne vem, ko neka hiška iz kart se je zrušilo in je šlo vse v 3 krasne. Tako da mi je ful žal te sezone. Večkrat razmišljam o tem, ko pa recimo o tem naslovu 15-16, iskreno. To je pol vsem ta bolečina. Ja, res je, res. Ker smo bili v bistvu, mi smo 6 krogov do konca, že bili skoraj prvaki in pol zgubiš tak naslov. Smo bili sicer pol pokalni, ampak... Ni to isto. Meni to ni bila to lažba. Jaz sem bil pokalni že z Interblokom pri 17, pa ne vem, ta pokal mi ni bil nikoli izziv. Škaj, red bi se še malo na Ameriko, zdaj smo tako naredila en tak lok, da si... Ja. Ampak kako ti gledaš to? Prej so se že pogovarjala, ne? Jaz sem rekel, da ta razmah nogometa se je tam začel z leta 94 s tistim svetovnim prvenstvom, pa je nekako se začel ta razvoj. Potem, ti si se odločil, da greš v Ameriko, tlakoval pot, da je v bistvu potem Messi prišel zaradi tebe v Ameriko, da je videl, da tam je resna liga, ne, pa da pridejo igrati. Ampak ne, zdaj pa tudi letos je zdaj svetovno prvenstvo, ne, kako zdaj mogoče gledaš tisto obdobje, ki si ti igral, ali pa zdaj, ker meni se zdi, da zdaj ta popularnost, a veš, veliko teh zvezdnikov se je tja vozil, ali recimo en velik
del se mi zdi, da je prispeval Beckham, ki je svoj klub postavil tam. Ne? Mislim, on je v bistvu naredil eno tako zgodbo, kako vidiš ti ta razvoj tam nogomet, ali pa kako si takrat to videl, pa danes, no? Če kaj to spremljaš. Ja, v bistvu liga je delala načrtno, se pravi, že od obdobja, ko je Beckham prišel v Galaxy, pa tudi recimo v tem obdobju, ko sem jaz bil, se je čutilo, da načrtno vozi že malo odslužene, starejše, znane igralce, da bi dvigovala rating pa prepoznavnost lige. In to je bil edini cilj lige, delati na prepoznavnosti. V nekem momentu, in to v gliho obdobju, ko sem jaz se vrnil nazaj v Slovenijo, so obrnili ploščo in so rekli, dosti tega, ne bomo več vozili, zdaj bomo pa začeli razvijati mlade igralce in jih bomo mi kot neka izvozna liga prodajali naprej. In so se usmerili bolj v to smer. Spravi, hočejo se približati neki portugalski, nizozemski ligi in biti nek izvozna liga za večje klube. Veliko računajo na svetovno prvenstvo. Spravi, to je lahko, tako kot je bil tisti prehod Beckhama, še ena prelomnica v prepoznavnosti lige v Ameriki, definitivno, in seveda računajo, da po tem svetovnem prvenstvu bo recimo nogomet ne bo več 4., 5. šport, ampak bo nekje na rangu košarke in ameriškega nogometa. In to je nek kratkoročen plan, ko pa enkrat dobiš toliko na prepoznavnosti, se pa to tudi pozna na MLS ligi, ki bo s tem proizvala še več denarja in bo verjetno s tem tudi rasla še bolj. Mislim, da je to možno glede na to kulturo, ki jo imajo oni spremljanje športov. Ne? Prej so se pogovarjala, da tam je popularen zelo ameriški fuzbal, pa bejzbol, ki to traja po 5-6 ur, pa ne vem, oni tam naredijo cel dan. Ja, jaz mislim, da je. Jaz mislim, Amerika, glede na to, da postaje zelo multikulturna država, bo vedno manj zanimanja za te športe, ki se vlečejo po 5-6 ur in bo vedno bliže in bo nogomet iz tega vidika. Ne, spet, mi si ne moramo zamisliti, ampak ko mi govorimo o tem, da ima samo Boston, ki je manjše mesto z okolico 2 milijona prebivalcev, ne, kakšna raja je to. Spravi, najdejo se ljudje, ki bo šli na bejzbol in najde se definitivno veliko ljudi, ki bi šlo na nogomet. Spravi, treba jih je samo zmotivirati, treba je dati nek boost in bo definitivno tudi prišlo do tega. Konec koncev pa tudi, če gledam recimo iz lastne izkušnje, mi smo imeli konstantno 20 do 30 tisoč ljudi na tekmah. Ne. Kaj manjka Bostonu, je stadion samo za nogomet. Ker mi smo si delili stadion s Patriotsi in je vse to tako velik, da ko daš 20 tisoč ljudi na stadion za 68 tisoč, je vse zgleda, da je prazen. Ne. Ampak neko zanimanje je. Pa še vi ste imeli problem to, da je bil mal ven iz mesta, ne? Mislim, mal, za 50 km. Foxborough je približno pol ure ali pa, če je gužva, tudi uro pa pol iz Bostona, tako da je tudi ponesrečena lokacija. Sem pa še zasledil, da kako si ti baje nisi glih fan letenja. Ne. In kako so pol se prilagodil temu, ker na gostovanje več ne hodiš z busom, ne? Ampak če greš v nek Los Angeles, letiš in to ni kratek let, to je še 5-6 ur let. Ne? Ja, predvsem, ko letiš čez Midwest, je zmeraj bilo zelo turbulentno. Mama mi. Ja, moram priznati, da me je v štartu bilo zelo strah, ampak potem, ko je nekako rutinsko bilo iz tedna v teden to letenje, sem se prevadil. Spat nisem mogel gor, to ne nikoli, ampak nekako sem postal imun na te manjše turbulence, če je pa začel face rukat, me je bilo pa zelo strah. Jaz tudi nisem fan letenja. Ja, mislim, ne vem, komu je fajn gor v zraku, da te premetuje. Ja, ne vem, meni sem moja, recimo, ona zaspi njo bolj. Res? Ja, jaz? Ja, jaz sem isti. Jaz se ne morem sprostiti na letalo niti za sekund. Lahko se navadim določenih turbulenc, ne morem se pa sprostiti. Žal. Mislim, najlepši občutek je takrat, ko sem nazaj na tleh. Ne?
In ne rečeš, ok, zdaj pa nekaj to. Zdaj pa je to. Ja, ne, moram reči, zdaj, ko si govoril o tem letenju, ne, je zelo, zelo naporna liga z tega vidika. Ti ponavadi letiš dan pred tekmo, urco, dve na te bližje gostovanje in potem dejansko imaš trening, poješ večero in drugi dan tekma. In jaz ne morem razložiti, ampak meni je iz vidika fizike so mi bile toliko težke tekme v gosteh, da je to neverjetno. Ker se v Sloveniji kaj takega nimaš. Tu imaš avtobus in to je čisto drugačne izkušnje. Ti pa ko letiš, plus da smo leteli z redno linijo, niso bili čarteri, spravi 2 uri prej na letališču, vožnja 2 uri, potem do hotela, ti si za pot porabo 5-6 ur, ne, recimo, dan pred tekmo, plus trening in drugi dan tekma. Ja, za 5-6 ur, za kakšen bližje mest. Za LA si verjetno 10 ur. Za LA smo šli 2 dni prej, ne, ni dan pred tekmo, to smo šli prej, ampak ponovadi ti si več tekem igral recimo svojo konferenco, ne, in si več med teh krajših letov, ampak fizično toliko naporno, da če ne izkušiš kaj takega, ne bi verjel. No. Je bila neka omejitev, ne? To sem zasledil, da nisi mogel imeti svojega letala, oziroma čarterja, zaradi tega, da so imeli vsi klubi neke možnosti. Ja, hočejo, oni delajo na ligi, ki je enakovredna za vse. Spravi, če si nekdo ne more privoščiti več kot 3 čarterje na leto, ga tudi tisti, ko ga lahko imajo vedno, si ga ne bojo smeli. Tako da tu je po neki kolektivni pogodbi imajo vsi klubi iste za zahteve in to je to. Spravi, isto goriva v salary capu in to je to. Ja, še ena stvar, ti sploh nisi bil plačan strani kluba, ampak strani organizacije. Ne? Ja. To je razlika. Ne? Ja, to je ta ameriški način. Spravi, to je liga, ki se samo financira in lahko na tak način deluje. Na koncu imajo vsi profit od tega. Ja, prej si govoril o tej popularnosti ameriške te lige, ne? Pa si se, kakor so se prej pogovarjala, zelo srečal z zvezdniki svetovnega kova nogometa. Vem, da si igral 6-krat proti tudi svetovnemu prvaku iz nemške reprezentance. Švajnju. Ja. Schweinsteiger. Ja. Kako je igrati, veš, te igralci, ki oni pridajo v neki jeseni svoje kariere, ne? Kako je z njimi igrati, mislim, kako je proti njim igrati, ker v tvoji ekipi ni bilo nobenega zvezdnika. Ne. Ampak, veš, takrat so bili Schweinsteiger, pa Vila, pa Ibrahimović, pa kaj si še rekel, pa Rooney, pa se verjetno sem koga spustil. Jaz bom tako rekel, da jaz boljšega napadalca od Davida Vilije še nisem videl v življenju. Oziroma nisem nikoli igral proti boljšemu napadalcu. Znači, kakšen nogometni IQ pri 37-38 letih je fant drvel gor dol, je vzel žogo, začel driblati, je imel neverjeten timing za globino, napas globino, je imel tehnično tako ali tako neverjetno, ampak enostavno vidiš, da koliko te male stvari delajo razliko med izjemnim igralcem ali pa dobrim. In zakaj so ti plačani milijone, ti pa po par 10.000. In je res, jaz, ko sem igral recimo proti Davidu Vili, sem se počutil kot nek kadet, ki je prišel igrati člansko ligo. Nisem ga mogel prebrati, nisem ga mogel ustaviti. Najverjetno. Ne? Po drugi strani, recimo Schweinsteiger je že bil mal, kako bi rekel, počasnejši, ampak spet, ko govoriva o njegovih sprejemih, o njegovih podajah, to imajo žoge oči. Ja, in tudi, ko je bil počasnejši, je on s svojim sprejemom se znal rešiti pritiska. In spet, male stvari, ki delajo zelo velike razlike. In, recimo, proti Schweinsteigerju sem dal tudi prvi gol v MLS-u. In se spomnim, da je bil po tekmi je bil kaznovan, ker ko sem mu dal gol, sem letel, ker je bilo, v bistvu sem dal za 2-1, za njih. Sem znižal na 2-1, šel po žogo v gol in ko sem letel mimo njega, ne vem, sem ga po nesreči kaj pohodil, me je tako
gor po glavi. Ne, jaz sploh nisem vedel, da je to naredil. Uni želi, da vzamem žogo in po tekmi je samo bilo, da je bil kaznovan za eno tekmo prepovedi. Plus finančno, ker me je udaril. Pa se je rekel, pa vse mi ni udaril. Ja, in res na posnetku, ko gledaš, se vidi, da me prav žvajzne gor po glavi. Tako da recimo z njim sem imel, pa tudi z Runijem. Z Runijem smo igrali v Washingtonu. Sicer Runi prvo leto je bil raketa, drugo leto je pa zelo padlo in tako fizično sploh. Pa tudi se mi zdi psihično ni bil več pravi, takrat je imel tudi neke osebne težave, ampak vse ni važno. Igramo tekmo v Washingtonu in zdaj jaz imam v glavi, moram dobiti na vsak način dres od Runija, ker me je mama prosila, da hoče imeti dres od Runija, ker je hardcore navijačica Manchestra. Ok, vse je lepo in prav, 5 minut do konca, neka pol visoka žoga, jaz da jo zbijem pred njim in majstor z glavo dol in ga prebijem v nos. Znači, to je kri, curla na vse strani, pade po tleh, jaz ne, pa sam ne Runi. No. Bogi Runi leži na tleh, jaz do njega, sorry mate, pa mu dam roko, reče, ne, no problem, it's football, ne, tako ful dobro odreagiral. Ok, konc tekme in zdaj, kako bom jaz zdaj to speljal? Zdaj pa rabim dres, ne. Se šel do njega, se upravičil, spet rekel, no, it's football, no worries, please give me your jersey, ne. Rekel, ok, I give you mine if you give me yours. In smo si zamenjali dres, tako da taka lepa izkušnja tudi z njim. Kako, mislim, proti Ibri pa nisi, ne, to sva prej govorila, da proti Ibri nisi. Proti Ibri si Ibra kadabra, ki je... Spet, evo, Ibro, ko ga greš gledat na tekmo, je hodil od sredine do kazenskega prostora. Znači, to majke mi ni bil tek, ampak hoja. Ampak, ko je žoga prišla v višino kazenskega prostora ali ko je bila šansa za predložek, se je spremenil v zver. Da ti vidiš to reakcijo, to napadanje žoge, to lažno gibanje. On je bil zver v kazenskem prostoru. In koliko je on dal golov na tak način, pol v MLS-u. Ko ni več, mogel se mu ni dalo, ampak je vedel, če bo v kazenskem prostoru ta prav, da bo spakiral. Ne, in tudi nam ga recimo škarice, kaj za bil glihuno tekmo. Se on je imel te atraktivne gole. Ma res, ampak hočem ti reči, da je nezainteresiran za igro, totalno, ampak ko pa je treba narediti tis, za kar je tam, pa naredi. In to naredi res, da rečeš, no, to mu pa plačal par milijončkov. Ja, tako je. In zdaj si kaj je rekel, da ti v bistvu to, kar tudi svoje napadalce učiš, da morajo biti. Ja, mislim, dejstvo je, da gre nek proces učenja, če ga ne delaš že odprej, zelo počasi. In ti, ko začneš pri 17 opozarjati na neke napake, oziroma na neke stvari, jih moraš ponoviti še 1000-krat, da bo sprememba. In gre počasi. Ampak spet, jaz zelo rad igram prijateljske tekme, če se le da z dobrimi ekipami, da oni dejansko vidijo, koliko daleč so še od nekega nivoja, ki jih čaka v prihodnosti. Ne, samo to jim hočem, zato ker vem, da če bojo to videli, bojo začeli bolj sprejemati moje informacije in bojo bolj osredotočeni tudi tekom treninga na neke stvari. In ja, res je treba pri mladih vztrajati, imeti potrpljenje in konstantno opozarjati. Vse konec koncev, zaradi tega smo tukaj. Zaradi tega delamo to, da bomo ponovili 1000-krat, da bo pol 1001 boljši. Zdaj, ko so govorili o vseh teh zvezdnikih, svetovnega kova, zdaj pa enega olimpijnega zvezdnikov odkrival. Okay. Opta Žavar, mazate 5 namigov. Jaz jih bom prebral. Glede na to, da si gledal že prejšnje epizode, veš, kako to gre. Najtežji na začetku, 5. Če ne uganeš, dobiš eno neprijetno vprašanje. Na koncu. Okay. Prvi namig. Z njem si odigral 53 tekem. To je namig. Ja, to je.
To je namig. 53 tekem. Se pravi, pol tekem sem z njim odigral. Omladič. Ne. V 7 sezonah je zbral okroglih 150 nastopov in dosegel 8 zadetkov. Mislim, da vem, kdo je. Kaj da? Vem, kdo je. A veš? Ja. Ja. Aris, Zarifovič. Majstore. Ja, ne. Ja. Pa sem prej, jaz sem razmišljal Aris ali pa Omladič. Ja, si prej si rekel, da ti grejo teli kar dobro, tudi pri ostalih gostih, ki si gledal. Ja, prejšnjega sem vedel iz prve, ko ga je imel Klaus. Ti sem vedel. Ja, zdaj si v bistvu z Rudijem najhitrejši. Mislim, da si rabo najmanj na mizo. Kaj nisem rekel Aris prej? Vodeš, še zmer vodeš. Mislim, deliš si prvo mesto zdaj, na lestvici. Zdaj, veš kaj, bom sam prebral še ostale 3. Ni mladinec Olimpije, ampak je bil mladinec nekdaj primorskega velikana, ki je v zadnjih letih zelo nazadoval. Gorice, ja. Iz Olimpije je prestopil v zelo oddaljen klub po imenu Samut Prakan City. Ne vem, če sem prav prebral. Tajska, ne? Tajska, ja. Primorec je aktiven še danes, kljub 37 letom igra za NK Tolmin. Med navijači je še vedno zelo spoštovan zaradi njegovega doprinosa Olimpiji in borbe za sveti grb. Ja. Verjetno eden najbolj prepoznavnih in markantnih igralcev. Aris je bil tak bojak tam, Ja. Jaz se ga tako spomnim. In bil je igralec, ko si mu lahko rekel, tegale to špico nagazi, pregazi in je to naredil. Imel je pa tudi slabe stvari, tako kot jih imamo pa vsi, ampak je bil zelo hvaležen igralec. In mi je bilo zelo fajn z njim igrati, zelo fajn. Res. Tudi zabaven. Ja, Mija smo bila celo cimera. Ja? Ja, ko sva igrala, sva skupaj živela. No. A je prav živela skupaj? Ja. Pa imaš zihar kakšne zgodbice. Samo zdaj vprašanja so za javnost. Ne, zelo v redu skoliran fant. Ja. Ni bilo nekih večjih ekscesov ali pa bedel. Ne, se nisem tako mislil. Pa zelo odrasel. No. Zelo odrasel. V redu, res. Ja, odprta Top primorska duša. Ne? Ja, top dečko. V bistvu sem mu večkrat rekel, da je edini bosanc, ki zna boljši italijansko bosansko. Ja, malo zahecno, da no kdo kaj zamer. Ne bom. Ne, dušica, res. Sem se tudi njem pogovarjal, se mi zdi, da je tak fajn dečko. Ja. Veš kaj, to sem pa edin pozabil, ne? Mislim, Opta mi pripravlja zadeve, da jih predstavim o tebi, ne? Pa jih pa ne povem in to že v štartu mogo narediti. Aha, nisi povedal. Ja, prej sem jih tepal, ampak zdaj bom pa povej še povedal. enkrat, kdo sem. 137 nastopov, 8 zadetkov, 12krat kapetan. 3 zadetki na večnem derbiju in prej sem te presenetil, da jih imaš na večnih derbijih, imaš zadetkov več kot naprimer Bozgo Šiljak, Henti Rudanja. Pa tista 2, ne, da v bistvu ta zadnja 2, se pravi ta zadnja 2 zadetka, ki si jih na derbiju dosegel, ne, to je bila avgusta 21, do takrat to še nobenemu igralcu ni uspel, se pravi zdaj že čakamo 5 let, igralcev, ki bi zadev 2krat na derbiju, pa še en zgodovinski fakt je za to tekmo, če se mogoče spomniš. Sam mal. Avgusta 2021, kaj je bilo? Ni vezano, mislim, vezano je tako na tekmovanje. Nekaj se je uvedel. Aha, VAR. Ja, prvič je bil VAR. Na večnih derbijih je bil prvič VAR. Zaradi tega je ta tekma malo bolj posebna. Ja, veš kaj, jaz sem v Ameriki imel skozi VAR in zaradi tega mi ni toliko ostalo spomin. Se čakaj, eno tekmo, mislim, to sem pa zasledil, da imaš eno anekdoto s tem VAR-om v Ameriki. Ja. Jaz sem dobil v Ameriki rdeč karton na tekmi, kjer se je šel gledati VAR.
Znači, sodnik je šel pogledat VAR in je rekel, aha, bil je zadnji, rdeč karton. In po tekmi se mi pritožimo in je dejansko spregledal, da jaz, ko sem bil zadnji igralec, nisem zadev njega, ampak sem zbil žogo. In ko sem zbil žogo, je še pol on, ko je hotel glih za žogo iti naprej, zadev mojo nogo in je padel po tleh. On je to spregledal. Navaro je to spregledal. Ja, ampak mi smo tekmo izgubili, ne, sem dobil v 15 minuti rdeč karton, izgubil tekmo z igralcem manj, pa so mi pa v bistvu zbrisali rdeč karton, so lahko igral. Sam tekmo ste pa še zmeraj izgubili in tam je bila še zmeraj škoda. Jaz sem takrat bil kar dejaven, tudi na Twitterju sem napisal, da kaj nam bo zdaj, če jaz pač igram naslednjo tekmo, če smo izgubili tekmo. A imeli smo borbo, mislim, da za pozicijo, za play-off, ne, smo se borili. Pač bedarije. Sodnik ni bil pa nič kaznovan. No. Tako da, dosti podobna zgodba kot v Sloveniji. Kako pa gledaš na VAR? Meni se zdi, da v neki osnovi VAR je v redu, sam, kaj greš pa gledati tiste milimetre. Jaz bi ga ukinil. Ti bi ga ukinil? Jaz bi igral brez VAR-a. Na človeško napako. Lažje razumem. Zakaj? Zato, ker lažje razumem, da sodnik spregleda tokle offside-a, ko pa da mi piskajo offside za tokle. Ker je pač na VAR-u. In kdo mi lahko garantira, da je ona črta pravilno zrisana? Noben. Jaz sem že v slovenski ligi parkrat, ko ono črto rišejo, je tako narisana. Napram 16 pač. Ni logike. Jaz bi ga ukinil. Ne vidim smisla, res ne. Ja, Pustil bi goal line tehnologijo, a je šla čez ali ne, to se mi zdi, da se je izkazalo za zelo dobro. VAR pa, ne vem, jaz bi ga ukinil. Res. Pa če bi na ta način zgubil par tekem kot trener, bi izgubil. Bi ti bilo lažje, kuhar to. Mislim, je pa res, da tudi ta dinamika, veš, nogometa, tudi za gledalce je... Ne vidim smisla VAR-a, ker če sodnik nekaj piska in je bil minimalni kontakt, ti VAR ne more reči, ni bilo kontakta in da ti to spremeniš, razumeš? In sodniki so začeli piskati bedarije, ker se bojijo, ker če gre gledati VAR in vidi, da je naredil napako, dobi nižjo ceno. Ne? In so začeli kompenzirati na ta način in piskati glupe faule in penale. Ne? Tako da jaz bi to ukinil. Totalno. Mislim, da se je prej igral dosti boljši fuzbal. Tudi konc koncev, če je bilo kdaj kraja, je bilo to neko provociranje. In se je več govorilo o fuzbalu, konc koncev. Zdaj se je pa govorilo o VAR-u pa o sodnikih. Za brez veze. No. Ne, jaz bi ukinil. A ti je še kakšna novost? Kaj pa zdaj ta, ki ga je mislil dati za... Aj že, se ne vem, ali pa bo, koliko časa ima Golman, da... Ja, to mi je dobro. Da ni preveč zavlačevanja, ne? Ja. Ali pa je še kakšen tak pravil, Jaz bi isto dal za avt, recimo. Za avt bi isto dal. Se pravi, da imaš, ne vem, 10 sekund cajta, da ga izvajaš. Recimo. Da ni tega zavlačevanja. Recimo. Ja, se kad to pol ubija, ne? To bi dal, recimo, ne bi pa nikoli dal, kar so delali na svetovnem prvenstvu ali na evropskem, ko so podaljševali za 15 minut, recimo, tekmo. Če se spomniš. Ja, to se spomnim. To je bilo, mislim, da na zadnjem svetovnem, ko so bili pol, ne vem, dodatki, ne vem, 12 minutni. Največja bedarija na svetu. Pač. Dej ti znotraj igre jih omejuj, ne pa na koncu dati 15 minut. Kaj bi ostavilo čas? Ne. Ampak da... konstantno, tako je roka gor in že odšteva. Nimaš kaj. Napaka, zdaj je vprašanje, kaj bi bilo, če bi se avt napačno izvajal. Pa druga ekipa ali je takoj korner. To je stvar debate. Trener Atletika Madrida se ne bi stavil. Ja, nisem. Par stvari. Prihajava k koncu. Zdaj pa ti ne bom jaz zastavil vprašanja, ampak ti ga bo legendarni Aleksander Knaus. Za naslednjega gosta bi imel eno vprašanje, ena tematika. Kako si predstavlja oziroma kakšen naj bi izgledal, naj bi bil profil nogometaša Olimpije, glede na preteklost, sedanjost in prihodnost? Kakšen bi naj bil profil igralca Olimpije? Glede na preteklost, sedanjost in prihodnost Olimpije, zapravo, kakšen bi mogel biti? Tako si jaz predstavljam. Ja, če govorimo o Slovencu, definitivno
je neka želja, da bi bil del mladinskega pogona, da bi spoznal sploh kulturo. Ne? Oziroma, tudi če pridejo drugje, je prvo pomembno, da se ga seznani, kaj pomeni klub Olimpija za okolico, za navijače. To je definitivno. Zdaj, če govorimo o neki preteklosti, jaz tukaj nekih večjih problemov ne vidim, iz kje bi ta fant prišel. Če govorimo o tujcu, sem že prej povedal, je meni osebno zelo pomembno, da tujec, ki pride v Olimpijo, je dejansko dodana vrednost. Ne, da je tu nek s slovenskim igralcem, ker smisla pa ne vidim. Ne. Zdaj, za sedanjost in prihodnost, za sedanjost je definitivno pomembno zavedanje, kakšne so dolžnosti, kakšen je pritisk in se s tem soočati na vsakodnevni bazi. Ne, in se nikoli preveč sprostiti v smislu, da ti postane vseeno, ker je nad klubom še velika raja navijačev, ki jim je zelo mar za ta klub. Za prihodnost pa je po meni zelo pomembno ostati lojalen, vedeti sploh na tem prostoru, kam lahko greš, kam ne. Ne? In tukaj recimo dostikrat razmišljam, ker sam tega ne bi nikoli naredil, ne? Da bi šel recimo k največjemu rivalu, pa isto recimo sam spoštujem igralce, ki tudi s tem ne bi nikoli šli sem, ker to pomeni nekaj, da imaš karakter, da imaš neko iskreno pripadnost, ljubezen. Ne? In definitivno spoštujem take igralce in take osebe, tako da definitivno to, plus da igralci, se pravi, bi si želel kot profil za prihodnost tudi ta, da bi nek stremel, da se nekoč vrne v klub in da v prihodnosti govori o klubu in širi samo neko pozitivno mnenje, negativno pa obdrži za sebe. A si še kaj spustil? Ne, po mojem, da nisi spustil, ampak zdaj se meni tako, ena stvar, ki sem jaz hotel reči, ne, jaz zdaj, ko sem začel s podcastom, pa se pogovarjam z ljudmi, ne, različnimi, in ko se jaz poznam Olimpijo, pa ko se pol pripravljaš na goste in pol vidiš, koliko je ta tradicija velika, koliko je to v bistvu en velik, ne ustroj v tem smislu, ampak klub, ki ima res zgodovino, ki ima bogato tradicijo, koliko je to nekaj posebenega tukaj, kar je. Tukaj ne more noben reči, ampak tam, kar si rekel, ne, da zelo ceniš igralce, ki so lojalni. Ne. Kako pa gledaš na tiste, ki niso, pa ne bo to malo provokativno vprašanje. Mislim, da to je... Ne, se prav, da si vprašal. Jaz enostavno igralcev, ki se prej imajo za največjega Ljubljančana, tako, ali pa da ima rad ta grb, pa ljubi grb in pol čez nekaj časa spremeni ploščo in gre recimo k rivalu. A je to iz ene strani, z druge, ne vem, kako lahko kdorkoli še spoštuje tega igralca. V smislu, ker če je to naredil prvič, bo naredil drugič, bo naredil tretjič. Tako je zgledam in za mene je lojalnost sploh danes v svetu, kjer mu že živimo, zelo pomembna. In jaz si nikoli ne bi sam dovolil, da se prodam za par jurjev in grem drugam. Tako kot sem prej rekel, rajš bi končal kariero, kot da bi mogel sprejeti to odločitev. Pa če jaz tak sem, drugi mogoče drugače razmišljajo, ampak to je moje mnenje in stojim za tem, kar sem zdaj rekel. To je zdaj prav za zaključiti podcast. Ja, zdaj vsakega sicer vprašam, če bi reče kaj dodal, ker se mi zdi, da sva povedala veliko zadev. Ja, ampak tvoja zaključna misel bi bila tukaj še, da zdaj sploh ne bi rad. To je zaključna misel. In tudi v takem duhu vsakodnevno želim in vzgajam svoje 3 male hčerkice, ki jih lepo pozdravljam, bojo vesele, ko bo videla Atija. Tako da ja, sem to mu še povedal. No. Pred kratkim smo igrali tekmo v Celju, kadeti Celja Olimpija, in sta moje 2 starejši hčerkici bile celo tekmo na ograji. Šalalalala, Olimpija. Ja, tako je. V tem duhu vzgajam svoje hčerkice, tako da furamo zgodbo Olimpije naprej.
Dobro si prenesel na nasledstvo. Ja, absolutno. Treba. V glavnem, jaz cenim, kar mi je dala Olimpija. Je pa dejstvo, da sem tudi jaz Olimpiji dal, lahko rečem, celega sebe. In od zdravja do energije, do časa, do ljubezni. Tako da Pozivam našega naj se župana. tukaj zaključi. Jaz pozivam našega župana, da postavi kip Delameja Mlinarja pred stadion. Ne, tega pa prosim ne. Mislim, da nisem bil nikoli znan po tem, da sem si želel neko pozornost, tudi kariero. Pozornost, to je čast. Tudi kariero sem želel končati tako, na nek svoj način, stran od javnosti. Tako da naj si drugi fantje imajo kipa, jaz pa bom čisto zadovoljen, če je tako, kot je. Sem vesel, da si prišel in zelo lepo je slišati, da zdaj si kar ta prav žabarno. Ja, Slišati take besede, ki bi si kdaj želel tudi od kakšnega Ljubljančana to slišati. ja. Tako da kapo dol, bi rekel Srečko Katanc. Hvala za povabilo. Želim, da še naprej vztrajaš pri tem podkastu, ker je neka zelo lepo zgodbo pelješ in ti želim vse najlepše. Hvala ti. Bom se trudil naprej. Imam pa sam še za poslušalca vprašanje nagradno, in sicer proti kateri moderni ikoni nemškega nogometa, ki je bil z Nemci svetovni prvak leta 2014 in je 8-krat osvojil nemško prvenstvo z Bayernom, ter med drugim Ligo Evropa z Manchester Unitedom v 2016-2017, si ti, se pravi Antonijo, odigral 6 tekem v MLS v Ameriki. Hvala ti. Hvala.